En lep dober večer. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Me veseli, da vam je bil film všeč, sodeč po odzivu. Kot veste in kot je bilo rečeno tudi v uvodu, bo zdaj sledil pogovor z avtorjem filma, režiserjem Rokom Bičkom in Matejem Rajkom, protagonistom. Še preden se bomo pa z njim pogovarjali, bomo pa v bistvu na oder povabili vse prisotne člane filmske ekipe in nastopajoče, da se vam predstavijo pred platnom in prejmejo še enkrat svoj res dobro zaslužen aplavz. Začnemo na začetku. Kamera in režija, Rok Biček. Tako, nadaljujemo z nastopajočimi. Matej Rajk. Naslednji je seveda Mitja Rajk. Prosim, da se nam pridruži tudi Ivka Gruden. Potem so pa tu še člani filmske ekipe, Julij Zornik, ki je bil mešalec in oblikovalec zvoka. Samo Jurca, ki je poskrbel za montažo zvoka. Snemalca sinhronih šumov Igor Iskra in Žiga Rangus. Izvajalec sinhronih šumov Jaka Skočer. Montažer sinhronih šumov Tristan Pelos. Gregor Žakelj, ki je oblikoval napise in plakat. In pa urednik dokumentarnega programa Televizije Slovenije, Andraž Pešelj. Prosim, še en velik aplavz za ekipo družine. Jaz bi se vam vsem še enkrat zahvalil za vašo prisotnost, pa bi v bistvu prosil zdaj Roka pa Mateja, da ostanete na odru, vas pa da se ali pomaknete tja ali pa nazaj na svoje sedeže. Še Andraž. Ga še evo, pardon. Ok, kar začnemo s pogovorom. Jaz mislim, tako kot smo se tudi prej pogovarjali, da tisto, kar najbolj presune ljudi, pa je najbolj fascinantno na tem filmu, ko slišimo o njih, se pravi čas njegovega nastajanja, ne? Celo desetletje. Pa je mogoče to prvo vprašanje kar za oba. Kako je do tega prišlo, kako ste se spoznali, koliko časa ste se spoznavali, preden ste začeli snemati? Začelo se je tako, da je Rok rabil en dokumentaren film, kot študentski film za nalogo. In ker je Mitja ta poznal, da ima Downov sindrom, se oglasil pri nas, ati je odprl vrata, se je Rok predstavil, sem Rok Biček, bi rad nekaj v Mitja posnel. In je rekel, da hoče biti on zraven, ker se bo snemalo. In je na to pristal, pol je pri nas pustil eno manjšo kamero, da smo se spoznali
z tem, kako zadeva poteka, pol nam je presnemaval posnetke. Jaz sem ga pa vzljubil takoj, ko se je začel zanimati zame. Kaj pač jaz počnem. Pa je Ja, to bilo pač- takoj, že na samem začetku? Ja, kar hmale. Je prišel v sobo, je videl Call of Duty, to je pač igrica druge svetovne vojne in ja, ne, sva začela malo. Kaj pa s tvoje strani, Rok, kako je prišlo do tega? Eno veliko naključilo vse skupaj. Ne? Jaz sem en teden pred oddajo na akademiji, pred oddajo sinopsisa za dokumentarec sem ostal brez teme, ker so mi ljudje, ki sem jih hotel takrat snemati, odpovedali. In pol sem en teden časa, da najdem neko novo zgodbo. In v tistem obdobju so me še zmeraj iz gimnazijskih let zanimali drugačni ljudje, oziroma na maturi sem imel pri sociologiji eno seminarsko nalogo o integraciji otrok z Downovim sindromom v družbo. In vedel sem, da te teme še nisem predelal sam pri sebi in sem rekel, neč mogoče pa omiti nekaj posnel. Tako je tak izhod v sili bil to. Ne. In potem sem, tako kot je Matej rekel, prišel k njim domov, nismo se prej poznali, v bistvu jaz sem potrkal na vrata in to se je pol zgodilo. In po kakšnih 2-3 tednih sem pogotovil, da je bolj kot Mitja zanimiv Matej. Zaradi te svoje dvojne drugačnosti, tako znotraj družine, kot med svojimi vrstniki, zaradi dejstva, da je odraščal v takšni družini. Pa si že takoj na samem začetku vedel, oziroma pa enkrat to onkraj akademije šlo, ko si nadaljeval snemanje, si že takrat vedel, da bo na koncu film iz tega nastal, si imel to vizijo, perspektivo. Kakšen izdelek bo to na koncu? Na akademiji v bistvu nisem vedel, kaj točno počnem, zato ker nek tak čuden sistem je, da smo mogli študenti v 3 snemalnih dnevih na 4 role filmskega traku posnet študentski film. Seveda zgodba, ki sem jo jaz hotel povedati, ni šla v ta koncept, tako da sem mogel prekršati vse študentske pravilnike, da sem lahko to naredil, v smislu, da sem snemal brez, da bi imel vse te dovoljenja mentorjev, da lahko to delam, bla, bla, bla. Mislim, ampak potem, ko je pokojni profesor Slak videl material v montaži, je rekel, vem, da si pač prekršil vse te pravila, ampak material je fajn, tako da izpit boš naredil, brez skrbi bot. Ne. Lahko narediš kratek film, lahko narediš celovečerc. Pa takrat se mi je zdelo, da celovečerc je takrat nam študentom vsem neka taka oddaljena stvar, ko so mislili, da bomo to čez 20 let naredili, lahko film prvi. Ne. Vsaj tako smo na to gledali, ali pa jasno. In potem se je ta študentski film zaključil, spet sem na srečo naredil, potem sem delal nove projekte, ampak za družino Rajk sem pa še zmeraj ohranil stike, ker nas je to polletno druženje toliko povezalo, da ja, sem ostal v stiku z njimi. Ne. Jaz mislim tudi, da se ta neka pristnost v vaših odnosov res dobro kaže skozi film, res je fino skomunicirana, pa me zanima, mogoče Matej, koliko časa ste preživeli z Rokom, ne, da bila kamera vklopljena, ste bili vsi za stvar, ste ga vsi enako dobro sprejeli? Pri nas doma ni bil problem, polk sem si jaz, polk je Rok prišel na idejo, da bi nadaljevali, ne, potem, ko smo imeli leto po pauzi, ki so se malo skregala. In ja, pač jaz sem vprašal takrat tasta Robija, sem mu pač povedal, da smo že nekaj posneli in da bi Rok hotel to nadaljevati, ne. Pa je tako rekel, zdaj, če vim pije, ja, drugače pa ne. In ja, pol je Rok prišel in prvo je bil cepljen in tudi tu. Zdaj pa je zmer pit dubu. Pri Ivki pa tudi ni bilo problema sploh. Takoj, ko smo povedali, v bistvu je že Eli povedala nekaj in je takoj rekla, ja, lahko. Ok,
Tisto, kar je tudi zelo zanimiva stvar, je to, da nisi nekako kronološko skozi to obdobje sledil, ne? Da si v bistvu neko strukturo, ki se nekako igra s časom in ga reorganizira postavil. Pa me zanima, če mogoče lahko par besed o tem rečeš, kako je faza montaže potekala iz vseh teh 10 ur posnetega materiala. Posnel sem samo 120 ur, kar je res zelo malo glede na čas, ki sem ga tam preživel. In sem kar dolg časa rabil, oziroma sva z somontažerko rabila veliko časa, da sva ugotovila, kaj je ta prava struktura oziroma kako to kompleksno zgodbo povedati, da bo v vsej svoji polnosti prišla ven. In jaz sem začel z montažo oziroma pregledovanjem materiala že globoko v zgodnji fazi snemanja. In eno od ključnih vprašanj je bilo, kako film končati. In dokler se Matej ni odločil za odpoved, v bistvu nismo vedeli, kako film zaključiti. Potem pa kar iz neba padel ta konc in hkrati se je vzpostavila neka narativna struktura, povsem logična. Se pravi, da se celotna pripoved gradi okrog njunega odnosa, odnosa med Matejem in njo. In ko je bilo to enkrat jasno, ker je bilo zelo pozno, je montaža dosti hitro stekla. Ker so potem vsi ostali prizori bili sem podpora temu odnosu. Imam mogoče na tej točki kdo iz občinstva vprašanje za Roka ali Mateja ali pa za kogarkoli drugega iz ekipe? Kdorkoli? Ne, še? Bom pa jaz kar nadaljeval z enim malo takim, da malo razbranil. Matej, kako se je gledati na velikem platnu? Zdaj ni prvič, kar se vidiš, ne? Pa kako je ta film, pol, ki je bil enkrat končan? A je imel kakšen vpliv na tvoje življenje? Kako je se gledati? Ne vem, tudi težko vprašanje, ki pač ne morem na njega odgovoriti. Se pač vidiš. Ja, film je imel zdaj pač na koncu, ko je končan, po nagradah, ki smo jih dobili, je z Rokom v stik stopila tudi novinarka revije Zarja. In smo pač en članek naredili, so prišli pač tudi k nam domov, so poslikali in je potem ta članek videla Nuša Rustja in so se pač z Rdečim križem odločili, da nam bojo pomagali pri obnovi hiše. Ja, zdaj pač pridno zberemo sredstva. Pač na ta način se mi je spremenilo. V bistvu se mi bo, no. Mogoče velja na tej točki še enkrat poudariti, da se tudi danes zbirajo prostovoljni prispevki v okviru akcije Rdečega križa, pa da bo tudi dobrodelna projekcija, ki je naša Nina že omenila na začetku, v katere celoten izkupiček bo namenjen za to. Kakšno vprašanje morda? Bom pa jaz nadaljeval s tem. Rok je posnel Razrednega sovražnika med tem, ko ste snemali Družino, ne? Ko je nastajala. A je to vam kaj spremenilo perspektivo na to, kaj se dogaja, pa mogoče kakšen odmev bo imel ta film, ko je kar naenkrat Rok postal znan s svojim prvim celovečercem? Edino, kar se je poznalo, je bilo tu, da pač takrat, ko mu pač te priprave pa snemalne dni ni mu pač toliko časa, smo bili pač samo zmenjeni, da če bo kaj, da bi bilo pač za posnet, da se ga pač obvesti in da to. Drugače pa ne vem, ti še kaj. Zanimivo je tudi, so te scene, kjer v bistvu nekako prihajate v kontakt z nekimi bolj institucijami, ali so to socialna služba, tista komisija za vazektomijo pri posvojitvah, klic s policistom, ne? Kako je bilo s temi, kako ste uredili dostop do tega oziroma tam, ko ga niste imeli, ste bili v kakšni dilemi, Rok, glede tega, to vključiti v film, bo imel kakšne neprijetne posledice? Mislim, za izjemo enega prizora smo imeli vsa dovoljenja potrebna, pa smo jih potem naknadno pridobili. Pri Matejemu podpisu tega dokumenta za odpoved starševstva je imel Zavod za socialno delo neke zadržke, ker so pač niso dovolili snemanja. Ampak
če ljudje na glas govorijo, se sliši na drugo stran vrat, tako da mi smo bili na hodniku, ki je javni prostor in smo seveda posneli. Zdaj, ali bodo posledice pravne, ne vem, mislim, meni se zdelo to dosti bolj pomembno, da smo lahko to zgodbo povedali v vsej polnosti in da je jasna in da prinese sporočilo, ki je, mislim, da je zelo pomembno za našo družbo naprej in sem se pač odločil prevzeti to tveganje in to tudi vključiti noter. Mislim, pravniki so tudi naredili svoje delo in so preigrali določene scenarije, zdaj vemo, v kakšni državi živimo, zdaj če bodo začeli zapirati umetnike, naj začnejo, evo. V svoji izjavi, ki imamo tudi objavljeno, si tudi zanimivo stvar rekel, da v bistvu tega ne smatraš kot nujno dokumentarni film. Lahko mogoče to malo elaboriraš, so te oznake sploh pomembne za to, kar delaš? Jaz se s tem nisem nikoli obremenjeval to dokumentarce, oziroma nisem ga videl kot zgolj kot dokumentarc, ker sem že na samem snemanju z tako imenovanimi filmskimi izraznimi sredstvi se ukvarjal kot da delam igrani film, se pravi način kadriranja oziroma odločitve, kaj zajeti v izrez kamere in kaj pustiti izven izreza in kdaj nekaj pokazati in kdaj nečesa ne pokazati, ki me je vodila ta logika igranega filma. V bistvu izhajal sem iz tega, kar najbolj poznam, ker predtem nisem delal dokumentarcev. In na isti način sem ta posnet material tudi potem obravnaval v montaži. Se pravi, za mene so bili to prizori, ki imajo vrednost igranega filma, oziroma na tak način sem jih dojemal in tudi jih potem spajal med sabo. Tako da zame je bilo to od začetka do konca v dojemanju igrani film, čeprav je bil še kako zares in sem ga doživljal tudi, kadar kamera ni tekla, pa tudi teče še naprej ta zgodba, tudi ko se projektor ugasne. In to je to, zato sem pol imel to neko izjavo enkrat, da zame to ni dokumentarc, ampak je v prvi vrsti film in da tukaj ne bi delal razlike med igranim filmom oziroma med dokumentarnim filmom. Kaj pa v teh bolj recimo čustveno intenzivnih momentih, ne? Kako si tukaj bil udeležen? Ker dostikrat se zdi, da si se malo umaknil, tudi z uporabo zoomov si se pol nekaj približal, dostikrat se zdi, da si bil del samega dogajanja. Nisi mogel biti verjetno objektiven, nisi pa verjetno tudi preveč posegal v stvari. V dokumentaristiki temu principu rečejo, da si kot muha na zidu, ne. Da ne rečem tak občutek je, ampak moram povedati, da sem bil zelo aktiven v velikih situacijah. In predvsem iz enega preprostega razloga, ker zato, da sem lahko vzpostavil odnos z vsemi ljudmi, ki so udeleženi v tej zgodbi in da sem ta odnos lahko ohranil, tudi sem mogel najprej vzpostaviti zaupanje, potem ga pa tudi ohraniti. In to sem lahko dosegel sam s tem, da sem se do določenih problemov oziroma do vseh dilem, vprašanj aktivno opredeljeval. S tem sem tvegal, da se nekomu lahko zamerim in istočasno nekomu prekupam, ampak bolj kot to tveganje je bilo pomenilo to, da sem jasno pokazal, kakšno je moje stališče do vsake stvari. In mislim, da potem iz druge strani prišlo to dokončno zaupanje, da ni bilo nekih dilem na drugi strani. Ne, zdaj sem malo zgubil, ampak. Eno vprašanje s publiko? To pomeni, da recimo, če ta metoda observacijska, ne, to pomeni, da recimo znotraj teh konkretnih situacij, ki so pač prelomne za pač lik Mateja, si pač imel določeno mnenje, ki si ga ti vnaprej povedal, tudi če je drugačno od tega, kako on sprejema odločitve v tem filmu. Ja, točno to. Oziroma sem, recimo, če se zdaj vrnem nazaj, ko Matej rekel, da sem imela enoletno pavzo, oziroma leto pa pol nisva imela stikov, pa sva bila skregana. Razlog za to je bil ta, da ko mu je leta 2010 umrl oče, sem jaz na njega v neki želji
mu pomagati pritiskov na njega, da naj zavzame odgovornost zase, za mamo, brata in da naj zapustita svet računalniških igric in tako naprej, da naj postane ta glava družine. Seveda sem bil v tem prepričevanju preveč vnet in je bil malo kratek stik tukaj. Tako da to mi je bilo ena izkušnja, ki sem jo pol kasneje, ampak nisem si vzel te pravice, vzel sem si to pravico, da sem mu povedal zmeraj, kar si mislim. In on mi je zmeraj lepo se zahvalil nazaj, pa mi je rekel, no povej, kaj si rekel zmeraj. Rekel sem, sej vem, da imaš prav in da najbrž bo res tako, ne, ampak jaz sem jaz. Pa se recimo zgodijo situacije, ko bi ti v osnovi vedel, da pač lahko v narekovajih manipuliraš na račun filma. Veš, kaj hočem reči, v smislu, da to, kar ti govoriš, pač je to, da na nek način si pač ta prijatelj, ki hoče dobro pač temu liku, ampak istočasno si režiser, ki obvladuje film, ki se dogaja naslednjih ne vem koliko časa. Ne? In istočasno recimo ti lahko usmerjaš določene situacije v plus filma ali pa v minus filma. Ja, recimo, če bi bil urednik reality šova, bi delal recimo glih kontra stvari, ki sem jih tukaj delal. Ne. Na reality šovih se malo še prlije olje gor. Jaz pa lahko rečem, da sem prej gasil v vseh situacijah. Recimo prizor tega družinskega piknika pod Brajdo, kjer Barbara zapusti omizje. Ko se je kamera ugasnila, smo še 3 ure preživeli tam na nekih mirovnih pogajanjih, bil na fronti, da sem najprej od Mateja rabo 15 minut, da sem dobil njegove zahteve. Potem sem šel v hišo, sem to Barbari predstavil, najprej je ona znorela, potem je povedala, kaj ona hoče, sem šel nazaj ven, je on znoril, pa je potem on povedal, kaj ona hoče. 3 ure smo rabili, da smo dosegli nek dogovor, ki sta ga oba sprejela. In je trajal manj kot 24 ur. Mislim, če bi bil urednik na televiziji, bi verjetno tudi znal stvari delati, ampak sem tudi že rekel večkrat, pri procesu tega filma si bil režiser v drugem ali pa v tretjem planu. Najprej mogel biti tam človek in prijatelj in član recimo družine ali pa je bila kamera, pa ta način razmišljanja. Še kakšno vprašanje iz občinstva? Še kdo morda? Matej, boš nadaljeval s filmsko igro? Ne vem. Ne? Bi še kdaj stal pred kamero? Bomo videli. Ja, po mojem ima zdaj kar veliko za pokazati, če bo kdo rabil. Pa klasično vprašanje tudi zate, Rok, kaj lahko pričakujemo v prihodnje po družini? Še nimaš projekta v igri? Mislim, imam projekt v igri. Ni še zagovoriti? Ne, je. Delal bom po enem romanu Črna mati zemlja, ampak je še kar dolga pot do tam. Zdaj smo v fazi adaptacije tega romana v scenarij. Lahko pa rečem, da ta zgodba združuje vse teme, ki sem jih do zdaj obdeloval v svojih študentskih filmih, v Razrednem sovražniku in v Družini. Tak nek pogled nazaj mi bo to omogočilo, pa upam, da eno dokončno soočenje s temi temami. Sam še to, mogoče začeti za intermeco, ki se tudi prej pogovarjala, mogoče sta na prvi pogled filma po komplet različna, ne? Razredni sovražnik pa Družina. Se mi zdi, da vsem ta neka avtorska linija je pa zelo izrazita noter, ne? Tako da sam kot komentar. Ma mogoče še kdo kakšno vprašanje? No, pa bom pa jaz vse skupaj povabil še na pogostitev v kavarno, se zahvalil filmski ekipi, tebi Rok, tebi Matej. Hvala. In vsem vam. Hvala.